Velika noč nekoč in danes. Kako so veliko noč praznovali na podeželju in še pred leti, nam je zaupala Nina Mavrovič. Bilo je precej drugače. Drugače pravimo zato, ker je naša gostja v času otroštva živela še v nekdanji Republiki Jugoslaviji. Časi so takrat bili nekoliko drugačni, pravila nekoliko strožja. Takšno vzdušje in naravnanost sta veljala tudi za nekatere največje praznike, recimo Veliko noč. Jaz prihajam iz periferije, iz Zasavja. Zasavje je znano kot rdeči revir, pa jaz sem bila majhna včasih, ko je bila še to Jugoslavija, tako da Velika noč se je včasih kar malo na skrivaj praznovala. Je pa vedno babica poskrbela, najprej babica, da je bilo vse, kar Veliki noč pritiče na mizah in v hiši, potem pa tudi moja mama in zdaj jaz tudi to nadaljujem. Nina poskrbi, da je danes pri njih doma prav tako, kot je bilo v njenih mladih letih. Na mizi ne smejo manjkati dobrote, ob dobrotah pa veselje cele družine. Klasika, jajčka, potičke, dobrote, pa kakšna drobna darilca. Če primerjamo čase iz nekdanje republike in danes, se glede daril verjetno vsi strinjamo, da nekoč niso bila tako velika in toliko vredna. Sploh za Veliko noč je obdarovanje bilo le minimalno, kakšna malenkost, ki je razveselila otroka. Pri Mavrovičevih so ta običaj ohranili do danes in darila v tem času niso precenjena. Ne, pri nas je bolj lepa beseda pa kake drobnarije, res v smislu krhlov, pa mogoče kakšnih oreščkov, sadja, pomaranče, na tak način se obdarujemo, drugače pa bolj to vzdušje, velikonočno imamo v stanovanju. Velika noč, pravijo, je bila nekoč praznik povezovanja in druženja, danes so v ospredju komercialni interesi. Na največji krščanski praznik se spominjamo Jezusovega trpljenja, križanja in vstajenja. To je čas upanja in veselja. Pa tudi čas potrošništva, čokoladnih jajc in zajcev, pravijo nekateri strokovnjaki. Vsekakor bo letos ob situaciji, v kateri smo se znašli, tudi to malo drugače. Vse je za nekaj dobro, pravijo. Če pa podpiramo lokalno, pa lahko tudi za Veliko noč poskrbimo, da bo dobro obložena miza, hkrati še slovenska miza, oziroma miza s samo slovenskimi izdelki, pridelki. Ja, v veliki meri mislim, da za Veliko noč res ne bo težav slovensko pojedino. Pravzaprav mislim, da imam celo doma že vse. Ljudsko izročilo pravi, da so fantje v Prekmurju v okolici Turnišča na Veliki četrtek pokali z biči in tulili v mlečne piskre, da bi tako pregnali škodljive sile. Okoli Lendave pokajo z bičem, da bi odgnali čarovnice. V naselju Krog, ki se nahaja v Pomurju, pa menijo, da zbeže čarovnice tako daleč od hiše, kolikor daleč je segel pok. Med Muro in Dravo so na Veliki četrtek nabirali koprive in jih zatikali za streho, da v hišo ne bi treščilo. Na ta dan so ženske ponekod začele že z veliko peko. Verjamemo, da se povsod začenja velika peka in da bo jedi na mizi veliko. Mi pa vam želimo, da bo vsega ravno prav. Tako slastnih dobrot in veselja, kot tudi miru in spoštovanja.